Spoštovane profesorice in spoštovani profesori, cenjene dijakinje in cenjeni dijaki, lepo pozdravljeni na video prireditvi ob dnevu prostovoljcev in izreku priznanj dijakom naše šole za prostovoljno delo. Dragi prostovoljci, v letošnjem letu se je pomen prostovoljstva pokazal v vseh porah našega življenja. Nenadoma smo vsi na nek način postali prostovoljci. Že samo s tem, da upoštevamo navodila karantene, naredimo veliko zase in za druge. V teh trenutkih, ko je težko, potrebujemo nekaj, kar nas dvigne. Morda je to hvaležen pogled starostnika v bolnišnici, morda navdušenje osnovnošolca, ko mu uspe prva obveza pri prvi pomoči. Veliko o tem bi nam lahko povedali dijaki četrtih letnikov, ki so bili prostovoljci vsa 4 leta šolanja na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana. Mark Slak in Dominik Špacapan iz 4. B, Maja Godec in Lena Zdešar iz 4. D ter Ana Vesel iz 4. E razreda so dijaki, ki so kot prostovoljci zaznamovali generacijo 2016-2020. V prvem letniku so se pridružili veliki družini prostovoljcev naše šole. Za željo, da spoznajo skrivnosti bodočega poklica, so se kot prostovoljci enkrat tedensko za 2 uri po pouku odpravili v UKC Ljubljana. Ponosno so oblekli belo uniformo z napisom šole. Pridružili so se delavcem, medicinskim sestram in bolničarjem v službi za spremstvo bolnikov. Pridobili so prve izkušnje, stik z bolnikom, odnos z zaposlenimi in odblizu spoznali delovanje največje zdravstvene ustanove v državi. V višjih letnikih se je vseh 5 dijakov, ki se jim danes zahvaljujemo, odločilo, da del svojega prostega časa namenijo dejavnostim Rdečega križa. Še malo, pa se bomo od vas, dragi četrtošolci, poslovili. Zagotovo boste zaznamovali življenja mnogih, ne glede na to, kakšno poklicno pot boste izbrali. Ob kopici talentov, ki ste jih razvijali tekom šolanja,
smo vsi na šoli mnogo pridobili. Kot koordinatorica prostovoljnega dela se vam zahvaljujem za vse vaše delo, ki ste ga srčno opravljali za dobro drugih. Vedite, tu smo eden za drugega. Če lahko pomagaš, naredi to. Svet to potrebuje. Hvala vam. I'm in my bed, and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back, I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you care, and you missed me too. And I'm well aware I write too many songs about you. The coffee's out at the Beachwood Cafe, and it kills me 'cause I know we've run out of things we can say. What am I now? So ljudje, ki imajo vse, in so ljudje, ki nimajo nič. To je začetek zgodbe o prostovoljstvu. Prostovoljstvo ni prisila, ni naloga, ni breme in ni nadloga. Prostovoljstvo je poslanstvo, kako drugemu narediti dan lepši, lažji in prijaznejši. To je poslanstvo, ki je v kriznih časih še bolj dobrodošlo in opaženo. Najdemo ga v vseh možnih oblikah, od fizične pomoči sočloveku, pa vse do psihične in moralne podpore. Kot pri vseh stvarih, tudi tukaj ni vse črno ali belo. Obstaja neskončno vmesnih odtenkov. Pa je prostovoljstvo res potrebno? Seveda je. Mogoče bi ga lahko poimenovali drugače, ali pa ga sploh ne bi poimenovali. Starejši sosedi prinesti nekaj živil iz trgovine bi nam bilo lahko samoumevno. Gospoda s sivimi lasmi in palico za pomoč pri hoji bi lahko vprašali, kakšen je njegov dan, kako se počuti, ali mu pomagamo pokositi travo. Dovolj je že en sam nasmeh in lepa beseda, da nekomu polepšamo dan. Pa je vredno temu reči prostovoljstvo? Poznam kar nekaj fantov in deklet, ki so v tem času svoj prosti čas podarili prostovoljni pomoči v zdravstvenih ustanovah. Zdravstveni delavci so v tem času zelo obremenjeni. Pravimo, da so prvi v bojni liniji. In če jim naša pomoč pride karkoli prav, zakaj pa ne bi pomagali? Dovolj je že dobra energija, svež, mlad veter, pripravljanje in vzdrževanje delovnega okolja. Vsaka stvar, ki jo naredimo namesto njih, jim bo prihranila dodaten atom energije. Mnogi se ne zavedamo, da imajo ti delavci doma tudi družine, partnerje, otroke, starše, ki jih ravno tako potrebujejo. Mnogi morajo imeti dovolj energije še za domače delo, pomoč otrokom pri šolskih obveznostih, pomoč staršem pri gospodinjskih opravilih. Mislim, da je razlaga prostovoljstva taka. Prostovoljstvo je podarjanje lastnega presežka nekomu, ki to potrebuje. In v teh časih je teh ljudi veliko. Tako dobrih prostovoljcev, kot tistih, ki so pomoči potrebni. Dokler smo se sposobni najti na strani prvih, bodimo srečni in s ponosom sprejmimo to poslanstvo, ker nikoli ne vemo, kdaj se znajdemo na strani drugih.
To so misli o poslanstvu prostovoljcev, ki jih je z nami delila Nina Goropečnik. V zadnjih mesecih smo zelo jasno doživeli in videli, kako pomembno je, da si drug drugemu pomagamo, kako smo pravzaprav odvisni drug od drugega. Tako da sem prepričana, da je bil vsak izmed nas deležen pomoči in da je vsak izmed nas tudi komu kaj pomagal. In pravzaprav to, da smo drug drugemu na razpolago, da vidimo stisko drug drugega, da si pomagamo, je tisto temeljno vezivo, tista sestavina, ki drži pravzaprav življenje družbe skupaj. Tako da pravzaprav smo kar naenkrat vsi postali prostovoljci. Čas je pokazal, da je to tista temeljna prvina, najpomembnejša vrednota, ki jo vi, dragi prostovoljci na naši šoli, ki ste se pred leti samostojno in svobodno odločili za to poslanstvo, opravljate že vsa leta. Pravzaprav ste svojo odločitvijo zdaj vse nas s svojim zgledom potegnili v to držo službe v službi človeka. Zato se še posebej zahvaljujem, seveda vsem, ki vsa leta delate kot prostovoljci in ste za nas vse zgled, za vse dijake, ki ste vsa 4 leta bili prostovoljci in za vse, ki ste v teh zadnjih mesecih šivali maske, delali v domovih za ostarele, v bolnišnicah kot prostovoljci, pomagali pri varstvu otrok, pisali pesmi, lepe misli in jih pošiljali starejšim, ki so bili osamljeni.
Ogromno je teh potez bilo narejenih iz srca z dobrim namenom, da bi drugemu polepšali to stisko, ki smo jo vsi doživljali. Tega je bilo veliko med vami, dragi dijaki in dragi zaposleni, in hvala vam za to. Hvala in želim, da ta solidarnost, da bomo drug drugemu pomagali, ostane med nami. In čestitam ob prazniku prostovoljcev. Ob koncu prireditve naj dodam, da vsem dijakom, prostovoljcem, ki so in bodo še naprej upravljali to častno delo, iskreno čestitam. Saj je prostovoljec človek z velikim srcem.